Beletrina v živo. Danes z mano dr. Mirt Komel. Mirt, pozdravljen, živjo. Zdravo. Zdravo. Filozof, sociolog, pisatelj, dramatik, esejist in prevajalec. Znamo pa tudi Albert Camus in kuga, mislim, da čisto sveža, kot žemljica, še vroča. Še diši. Albert Camus, kuga. Pri Beletrini je znova išlo to delo, oziroma tokrat pri Beletrini v tenkočutnem, izjemnem, večnem prevodu Jožeta Javorška. Torej, kuga tukaj z nama. Prvič je to delo izšlo leta 1947. Ampak je prav vznemirljivo, ko ugotoviš, ko ga znova bereš, ker nekako je to srednješolsko branje, vsaj moje bilo, ko to delo znova bereš, da bi lahko nastalo tudi tukaj in zdaj. V tej situaciji, ki smo jo živeli in ki jo mogoče še zmeraj živimo, mogoče, kot si se prej malo pohical, val 202, ne pride še neki novi val, bomo videli, upam, da ne. Skratka, ko smo že pri času, Camusovo delo iz leta 1947, pa vendarle opisuje tudi nekakšne prakse, ki so se že ničkolikokrat zgodile. Mirt, mi dovoliš, da začnem kar s tem, kako Camus opisuje podobe nekih usodnih nadlog? Se mi zdi edino prav, da se začne z avtorjevimi besedami. Tako, in z nadlogami, kajti kuga je na nek način nadloga. Okužene Atene, ki so jih zapustili ptiči, kitajska mesta, polna tihih, umirajočih ljudi, marsejski obsojenci, ki zlagajo v jame trupla, od katerih se cedi gnoj, zidanje velikega zidu v Provansi, ki naj bi zadržal besni veter kuge, Džafa in njeni ostudni berači, vlažna in gnila ležišča, prilepljena na steptana prstena tla v Carigrajskem špitalu, karneval maskiranih zdravnikov za časa črne kuge. Ja, že velikokrat se je zgodilo in Mirt, je naša covid kuga sploh v čem edinstvena? Ja, mislim, da je zelo, tako kot se samo izpostavlja, je zelo unheimliche, da uporabim ta Freudov izraz, neka nedomača grozljivost v tem, če človek opre Camusovo kugo danes in bere in najde noter ogromno paralel tega, kar se je nam dogajalo in se nam še vedno do določene mere in upajmo, da se to prevečkrat ne bo ponovilo do izteka cele zgodbe. Pa vendarle so razlike, ne samo, kako bi rekel, objektivne v stopnji smrtonosnosti in tako naprej, ampak v recimo bolj pretanjenih oblikah v tem, kar sam Camus na začetku pravi, če hočete, ko pač narator zgodbe, pravi, da če hočeš, da bo delal kroniko te kuge v Uranu, in pravi, da če hočeš zares spoznati in to na nek komot način mesto, ne moraš pogledati, kako ljudje delajo, kako se ljubijo in kako umirajo. Evo, in to se je spremenilo. Kako smo delali, se ljubili in umirali v času koronavirusa. To je mogoče glavna razlika potem, ki se spreminja iz kraja v kraj. In to recimo v Sloveniji, kjer nimamo mest v pravem pomenu besede, ampak smo tako rekoč prežeti z naravo, od parkov do gozdičkov in hribov in gozdov. Seveda to ni ista situacija kot alžirski Uran, ki ga opisuje Camus, kjer je ob nastopu kuge nastopilo, da ima tisti slovic, pa mislim, da najlepši stavek celotnega romana, to, da je zavladalo sonce, prah, tišina in kuga. Mirt, si bral Camusa La Peste v francoščini? Ja, mislim, leta nazaj, tako da nov prevod moram še použiti. No. Je bilo tudi srednješolsko branje? Ne, to je bilo malo kasnejše branje, sicer sem imel v srednji šoli francoščino, ampak v srednji šoli nisem bil tako, kako bi rekel, študiozen, kot sem postal kasneje, tako sem kasneje bral. V času, ko sem ponovno poskušal reaktivirati svojo francoščino, tako da Bog ve, koliko sem odnesel. Moram prebrati prevod, da vidim, a sem sploh razumel zgodbo. Nama v premislek navajam znova Camusa. Ljudje so prepričani, da so svobodni, vendar pa nihče ne bo nikdar in nikoli svoboden, dokler bodo na svetu ujme. Besedo ujme je uporabil Jože Javoršek. Misel, volja, duh proti naravnim elementom. Ja, to je stara
filozofska, no, da zavijamo morda malo iz literarnih v te vode, stara filozofska dilema, ne, do kolikšne mere je človek lahko svoboden. Ne. Recimo razsvetljenci so zagovarjali to, da človek mora biti ali absolutno svoboden ali pa to ni. Ne. In seveda ključno, kako bi rekel, življenjsko, pa tudi praktično vprašanje, ki so si ga zastavljali, praktično vsi od Goethe in Schillerja do Hegla in Schlegla, je bilo takrat seveda, kako zdaj človek rokuje za svojo svobodo v situacijah, ko mu je absolutno negirana, ne? In recimo ultimativni preizkus človekove svobode, nujnost, ne? Naravna nujnost v tem smislu. Ne? In mislim, da Schiller da eno izmed najbolj elegantnih rešitev, ki je to, da v takih primerih, ko imamo pravka z neko nujnostjo, je edini dober način, da afirmiramo svojo svobodo tako, da izberemo nujnost. Ne? V tem oziru, recimo, da malo pripnem na situacijo, v kateri so se znašli in prebivalci Orana, Camusevi zgodbi in mi nekoliko nazaj, ko so se zgodili ko se zgodila nam pandemija in vladni ukrepi in samoizolacije, karantena in tako naprej, so ljudje percipirali to kot neko represijo njihove svobode, ne? Ampak recimo ta nemško-razsvetljenska rešitev je bila ta, ne? Namesto da čakaš, da ti drugi naprti izolacijo, ne, se dej samo izolirati, ne? Kot akt tvoje lastne svobodne volje, raje kot da ti to od zunaj naprtijo, ker s tem je tvoja svoboda okrnjena. Recimo to bi bil en tak približek. In vsekakor se mi zdi, da bi rad povedal tudi to, da mora biti človek aktiven, ne pa pasiven in čakati, da drugi razpolagajo z njegovo svobodo. Absolutno, v tem primeru bo v vsakem primeru okrnjena, ne? In tukaj tudi lahko razumemo potem vse frustracije, ki so izhajali iz tega, ne? Ki so bile v bistvu v prvi vrsti odgovornost samih ljudi, da so bili zafrustrirani, ki so jih doleteli ukrepi in premisleki, ki jih sami niso naredili zase. Med kugo, med epidemijami je precej drame, lahko, precej patetike. Čeprav je zanimivo, da ravno Camus, ko je preteklo nekaj obdobja kuge, nekaj dni, nekaj tednov, mesecev, pravi, da je bilo to zelo enolično življenje v nekem trenutku. In verjamem, pa vendar je na začetku precej drame, precej patetike in to je porodilo, mislim, da tudi pri nas, kot seveda tudi v Oranu, kar nekaj fatalizma. Pravi Camus, ljudje naj bi slutili, da so zavoljo nekega neznanega hudodelstva obsojeni na neverjetno zaporno kazen. Mislim, da smo se tudi tako nekako počutili, ali pa da smo, takrat, ko smo razmišljali recimo o podnebju, ne, to se nam je zgodilo, ker nismo vzeli resno stvari narave, ne? Jaz mislim, da ja. Je to fatalizem ali je to dejstvo? To je metafizika, ne? Tukaj to ne moreš zvesti na nivo dejstva, hkrati pa tudi mislim, da se zelo hitro zaidemo v religiozne vode, ne? Mislim, da ni ne religiozno dejstvo, ne empirično, pač pa metafizično dejstvo tega. In da ne gre toliko za vprašanje krivde, kolikor so občutili predvsem tisti, ki so recimo temu bolj krščanske provenience, ne, kolikor je krivda tipičen krščanski koncept, ne, pač pa gre za nekaj drugega, ne, pač v krščanski ali pa tudi postkrščanski koncepciji, ne, obstaja ta perverzija razmerja med krivdo in kaznijo, ne, da, kako bi rekel, če damo za primerjavo, ne, v pravu kazen sledi neki krivdi, nekemu zločinu, nekemu dejanju, ki je pač bilo nesprejemljivo zgrešeno. V krščanstvu pa ravno obratno, ne, nastopi kazen in potem se človek vpraša, kje sem zakrivil karkoli, ne, dobesedno išče svojo lastno krivdo za kazen, ki ga je doletela na vidiz brez razloga, ne, ampak jaz mislim, da Camus, kolikor simpatizira s to pozicijo, jo postavlja v neko zelo subtilno in mogoče težko berljivo interpretacijo, ne, za katero pa dobimo ključ v prizoru, ko se zdravnik Rieu pogovarja s Cottardom in ga sreča v baru, kjer že vsi šepetajo, je malo to že ravno na meji, vsi še čisto ne verjamejo, da je nastopila kuga, ukrepi se šele implementirajo, skratka je ta neka liminalna pol situacija, ki je odražena tudi v tem lokalu, v katerem vlada pol mrak in pol šepet. In tam pristopi Rieu do Cottardja in na mizi ima, pravi narator, ne, roman Policije, detektivski roman. Ne. In takoj zatem pač mu komentira Cottard, ki bere ta roman in pravi, ja, ker ni to krivica, ne, da človeka kar nekaj privedajo pred zakon, ga obtožijo, no sploh ne ve, zakaj je kriv in tako naprej. Skratka, jasno je, da ludira, da Cottard bere Proces od Kafke, ne?
ampak ga bere kot detektivski roman. Ne. In zdaj zanimivo je bilo videti, dobro brati Kafko kot detektivski roman, to je posebna zgodba in debata verjetno, ampak brati Kugo kot detektivski roman, ne. Kdo je kriv za Kugo, ali pa bolje rečeno, kdo je odgovoren za Kugo. Ne. In v tem oziru, kakorkoli imamo recimo skupno zbrano okoli tega figure Patra, ki je tudi zanimiva sama po sebi, ne, ki se interpretira to kot Akdodija kot božje dejanje, ne, ki je zdaj spravil ljudi v položaj, da morajo premisliti svojo lastno vero, da preizkusi, ne vrne in tako naprej. Je mogoče boljši del premislek tega sekularnega zdravnika Rijeja, ki poskuša vendarle pokazati mogoče ne odgovornost za vznik kuge, ampak odgovornost za vse, kar sledi potem, ko nastopi. Ne. In v tem oziru je lahko to detektivski roman, kot kdo je zdaj kdo je tukaj zagrešil zločin znotraj pandemije. Ne. Detektivske... To je mislim, da tudi za nas aktualno, ampak mogoče boljše, da ne gremo. Mogoče pa tudi enkrat. Ne. Detektivske romane imam rada, tako kot je Camus imel rad Kafko. Se v njem navdihoval. Še en takšen stavek imam, tricky question, Mirt, če mi ne boš zameril, ne, bi te prosila za komentar, seveda, Camusove besede. Kuga je bila izgon in ločitev v najglobljem pomenu te besede. Ali je bil naš COVID takšen izgon, ločitev? Exil et separation, ne, je Točno to. Je ta izraz. Jaz mislim, mogoče tako kot uvodoma rečeno, da v Sloveniji nismo zares občutili tega izgona in separacije, ne, ker izgon, o katerem govori Camus, je izgon celega mesta iz tako rekoč zgodovine, iz svetovnega dogajanja. Ne. To, ko ste sama omenila malo poprej, ne, to, da kar nekaj situacija postane monotone, se nekako zlije, ljudje izgubijo upanje, nimajo več niti strasti do življenja, ne, nič, in tudi izolirani so od preostalega sveta, ne. Je tako kolektivni zgon celotnega, kot da bi transportiral celo mesto in ga postavil sredi niča. Ne. Separacion pa se nanaša predvsem na tisto, kar je veliko bolj strogo bilo implementirano tam kot tukaj, ne, in to je, da tudi bližnji so bili ločeni eden od drugega, družine, ljubljene osebe in tako naprej. In da je ta izolacija potem, ki je nastopila, ne, in ta prepoved stika med ljudmi, ki je bila zelo rigidno implementirana, za razliko od naše situacije, je tista, ki so jo potem ljudje najmočneje občutili. Ne. To je en izmed močnejših tem, se mi zdi, romana. Ne. Ker imamo recimo tudi to, kar sem uvodoma citiral, nekako, da pogledamo, kako ljudje delajo in kako se ljubijo, tisto ljubljenje se nanaša točno na to vprašanje potem separacije, ločitve. Še 3 močne besede bom izrekla, Camusove seveda. Kako bi, Mirt, označili stanje, kako bi označil stanje, ko besede, popuščanje, protekcija in izjema nimajo več pomena? Smo nekje tam pri represiji ali pri nekem intimnem občutju resnosti situacije? Ja, mogoče to pa je ena zelo bistvena zgodovinska razlika med prebivalci takrat alžirskega Orana in nami danes, ker mi vendar živimo v neki izrazito postmoderni, postkapitalistični, skrajno atomizirani, individualizirani, solipsticizirani družbi, ne, kjer je modus vivendi, kakor smo ga doživeli zdaj tekom pandemije in karantene, pravzaprav ni dosti drugačen od tega, kakor živimo poprej. Ne. In je bilo, mislim, da vsako objokovanje tega, kaj smo vse izgubili, z enega vidika zelo farsično, zato ker tudi poprej ni, da ljudje, mislim, velika večina ljudi živi življenje online, večinoma, ne samo po mailih, ampak predvsem imam tukaj v mislih seveda socialna omrežja. Že tako so imeli digitalizirano življenje. Ne. Ko so objokovali, kaj vse smo izgubili, pristen človeški stik, druženje in tako naprej, so oblikovali nekaj, kar nismo nikoli imeli, že poprej. Ne. V tem smislu se mi zdi, da je mogoče tle radikalna razlika glede tega. Ne. Ampak no, tako kot smo se poprej pogovarjali, no, te 3 stavke se nanašajo na zelo konkretno situacijo, vprašanje izjeme, lika, ki hoče zapustiti mesto, hoče dobiti potrdilo od tega zdravnika, da ni okužen, zato da bi šel k ljubljeni osebi. In Camus tukaj noter ima, mislim, da je eno izmed pogumnejših kritik ljubezni, ne? Da je ljubezen v tem smislu egoistična, še zlasti se to izkaže v teh situacijah, kjer je en človek odvisen od drugega. Ne? In v tem oziru predstavlja, mislim, da izjemo ne samo v njegovem času, ampak tudi danes se mi zdi, da je zelo močen avtor, ker
kritizirati tisto, kar drugače vsi opevajo. Ne govorim samo literati in pesnike, ampak tudi konec koncev filozofi, če pa mislimo od Žižka do Bedijaja. On ima zelo ostro kritiko ljubezni v tem oziru. In nazadnje se ta oseba, ta mladi novinar, na nek način odreče ljubezni, pomaga tem neki civilni zaščiti, ki se formira v mestu, ampak na koncu vendarle je nagrajen. Ljubljena ženska mu steče v objem, potem ko se mesto odpre. Ja. Mislim, da se to zgodi kot nekakšna nagrada za njegovo nesebično odločitev in upor temu egoističnemu čustvu, ki je lahko ljubezen. Mogoče, da je to ena izmed redkih, kako bi rekel, dobrih zgodb iz romanu, ker ostali liki so nekako morajo živeti z mankom, ki jih doleti. Recimo protagonist narator, zdravnik, izgubi svojo žensko na drugi strani. Tako da so te kontrasti zelo močni. Isto, kar je zanimivo pri tem liku, ki se odloči, da bo se odrekel svoji partikularni, posebni, osebni ljubezni za voljo ljubezni do človeštva. In tudi potem, ko se pogovarja s tem zdravnikom, je zelo lepa, mislim, tako že močna filozofska debata, ki načenja vprašanje motiva. Mislim, dejanje je lahko dobro, pravo, stopi pomagati zdravniku k tej civilni zaščiti, ki organizira različna šotorišča, kjer prebivajo tej, ki niso ne živi, ne mrtvi, okuženi. In tako naprej, ampak da mogoče to počne in rijejo očitek je ta, da mogoče to počne iz napačnih razlogov. On hoče postati svetnik, sekularni svetnik, mislim, da celo je rečeno na eni točki. K temu se bo še vrnila. To je tudi mene, bi rekla, fasciniralo, sem se zelo zapomnila to svetništvo, bova prišla do tja, ampak še prej pa rekla sva kar nekaj temnih likov, temnih dogodkov, seveda, kuga je v mestu, ampak vendarle v Oranu, v mestu Camusjeve kuge, je pa moč začutiti tudi tisto veselje do življenja, pravi Camus, ki zmeraj nastaja sredi velikih nesreč. Če se razširi epidemija, bo tudi konec morale, je rečeno v knjigi. Kako bi pa to pokomentirali, Mirt? Se pravi, po eni strani smo zaskrbljeni, po drugi pa se začnejo bakanalije. Ja, in vse to je tudi, mislim, da eden izmed učinkov pandemije pri nas, recimo, bilo občutiti, kjer so, med drugim, ne samo pri nas, povsod po svetu, in med drugim z statistikami in analizami obsedeni Američani so seveda naredili analizo, zakaj so ljudje tako pohotni v času karantene. In seveda odgovor se da strniti na zelo preprosti freudovsko konstatacijo. Bližina smrtjo proizvede pač ta eros in thanatos hodijo z roko v roki. Stvar je zelo preprosta v tem smislu. Ampak pri Camusu, tako kot vedno, mislim, da treba gledati v kontrastih. In on zoperstavi ta moment bakanalije, razvrata, opuščanja vsakršne morale z kontrastu s tem, kar počne ta figura patra, ki ima še naprej ceremonije in v katerih poskuša se soočiti s tem, kako je možno, da Bog dopušča to, da tam imamo tisti zelo močen prizor, ko umira dojenček. Ja, majhen otrok. Sin sodnika Otona. Tako. In v tem smislu mislim, da gre brati oboje skupaj. In patrovo držo, ki poskuša vendarle potegniti nek zelo religiozen, ne nujno čistunski, ampak moralen nauk, in na drugi strani te, ki pravijo, če bomo itak vsi umrli, potem je morala odveč, religija odveč, cerkev se odveč. Gremo na polno. Mislim, idemo skrajšati že tako kratko pot, tako rekoč. Ampak to je v vsakem primeru, mislim, gre za dvojno zmoto. Gre za dvojno zmoto, ker na eni strani je tako, kot pravi zdravnik Rio, ne glede na to, kaj si mislimo o kugi in vsemu, kar se pripenja zraven, tudi če to imenujemo pač abstrakcija, tako kot en lik na začetku skeptično pripomni, češ kuga je abstrakcija, Rio na drugi strani pa reče, tudi če je abstrakcija, ko abstrakcija začne ubijati, jo treba vzeti resno. Na drugi strani pa ta orgiastični odgovor, pač hedonizem kot odgovor na to, da je situacija brezupna, pa tudi ni to specifično, mislim, da za situacijo niti kuge, niti te pandemije. Hedonizem je pač nek worldwide svetovni nazor, ki se kotali vsaj še od Grčije naprej. Zmota tega je pa tako, kot pravi Spinoza, čisto na koncu svoje etike. Če človek ve, da bo umrl, zaradi tega mora ta proces pospešiti, da bo čim prej konec. Mislim, ni logike tukaj. Skratka, življenje treba izkoristiti. Ampak leto 2020, ki ga živimo, je na nek način čudno. Je zelo čudno. Je nekoliko zlovešče, bi jaz celo rekla. In Camus pravi, da zlo, ki je na svetu, izhaja skoraj vedno iz nevednosti.
to je nekaj, o čemer jaz zelo razmišljam. Ta nevednost, je to pomanjkanje nekega kritičnega razmišljanja, je to dejanska neizobrazba, je zlo zares tisto, kar prihaja iz tega gnezda? Camille Points knjige, če se dobro spomnim, je ta, da gre za vprašanje tega zla, ki si ga zadajajo ljudje. Ne? In njegov odgovor je, da je prepričan, da ljudje v osnovi niso zlobni, zlobna so njihova dejanja in to so dejanja, ki večinoma izhajajo iz nevednosti. V tem smislu identificira zlo z nevednostjo. In zlasti so zlobna, kadar misliš, da delaš dobro. Kadar si ti prepričan, da je tvoje dejanje dobro. Pot v peku je tlakovana z dobrimi nameni. To velja kot pribito. Kot pribito na križ, če smo reči. Zdaj so pa skoraj da kot patler, ki žuga prebivalcem Orana. Mir, zdaj pa mogoče še o vas osebno. Pozorna sem bila na naslove vaših del. Poskus nekega dotika, sokratski dotiki, pianistov dotik. Kako je z dotiki v času kuge, kako je z dotiki v času covida, v času epidemij? Ja, veliko sem razmišljal o tem, ker je zelo zanimiv aspekt tega, nekaj tako elementarnega, vsakdanjega, preprostega, ne, ki kar naenkrat postane problematično, celo nevarno. Ne. Vsaka kljuka je lahko prenašalec virusa, vsak list papirja mora iti v karanteno po rabi, kot so zdaj politike knjižnic, časopisov, ki so kar nekaj prenašalci virusa. Skratka, vsak stik, še zlasti pa stik med ljudmi, ne, navadno rokovanje, objem, poljub je lahko smrtonosen v tem oziru. Mislim, da je po drugi plati pač to nas senzibiliziralo za dotik, ki smo ga poprej imeli samoumevnega, ne, za nek samoumevni način človeške interakcije z rečmi, s katerimi smo v stiku v vsakdanjem življenju. In da je zdaj to postalo tako rekoč investirano z celokupom fantazmi, v prvi vrsti seveda fantazme o smrti. Ampak mogoče, da ponovim isti point kot poprej, ne, tudi ko gre za dotik, smo izgubili tisto, kar poprej nismo nikoli imeli. Ne. Mislim, še zlasti v slovenski kulturi dotikanja, da tako rečem, če pogledamo, ne, Slovenci niso neki dotikavci, ne radi se ravno objemajo, pa poljubljajo in tako naprej. Ne, v zadnjem času je to šlo malce navzgor, ne, zgleda mlade generacije. Ja, ampak nam ni usvojeno. Takoj, ko je šlo gor, je šlo že, ne stagnira dol, je šlo. Ja. Nastopila epidemija, karantena in ne zbrisano. Ne. Ampak že, če pogledamo sosednjo Italijo, ne, kjer pa obstaja mediteranska kultura vseh teh stikov, lahko tudi z malo sočutja vidimo, kako huje je njih doletela ta prepoved, ne? In zakaj tudi se pri njih epidemija tako hitro, vrtoglavo, potem tudi brezglavo razrasla, zato ker praktično niso razmišljali o teh kategorijah, da bi mogli med sebojne stike si omejiti. Kar se dotika tiče, pa ravno pred kratkim sem bral intervju z francoskim filozofom Jean-Luc Nancyjem, avtorjem, od katerega sem se sprva naučil vse, kar sem vedel o pojmu dotika kot filozofskem vprašanju, da tako rečem. In je zelo dobro pa punktualno, mislim, da odgovoril novinarju, ki ga je vprašal točno to vprašanje, ne, kako je zdaj z dotikom v času, ko nam je tako rekoč prepovedan. Ne, in Nancy odgovor je zelo predsokratski. Ne. In ker pravi, dotik ni polno, dotik je prazno, dotik je res. Ne. V tem oziru hoče reči, značaj samega dotika je tak, da proizvaja reze, vrzeli v realnosti, da to ni tisto, s čimer pridemo v stik, pač pa tisto, kar nas razločuje enega od drugih. In zelo z umirjenostjo starega gospoda pač pove, ne, saj smo še vedno v stiku, tako kot smo bili poprej, preko socialnih omrežij, maili, telefonov in tako naprej. V resnici natanko metafizično ni problem, da ne bi ljudje mogli biti v stik danes, ne, z razliko od Camilljevega Orana, da se vrnem, kjer so imeli telefone pa telegrafe, ne, pa pisma, ne, to je bil edini stik, ki so ga imeli med sabo. In vse se je dogajalo z zamikom in strašnimi mizinterpretacijami, nerazumevanjem, je v tem oziru dokument svojega časa, kako so komunicirali ljudje takrat. Ne. Nasilni point za danes pa je ravno nasproten ta, ne, da je dotik sam doletela že neka transformacija v današnji dobi, ki jo je pandemija z vsemi karantenskimi in samoizolacijskimi ali samoizolacijskimi ukrepi samo potencirala, samo privrela na dan, dotik je privrela na dan kot issue, kot eno izmed tistih ključnih stvari, ki smo jih izgubili že prej, kolikor smo vstopili v
neko izrazito audiovizualno kulturo, ki sega od socialnih omrežij pa do filmov, TV serije in še in še. Se dotaknemo, Mir? Lahko kot v freski znameniti, ki se ne dotakne, drugače, ampak dobro. No, da ne bo ta pogovor preveč čuden, nazaj v čudno leto 2020. Ja, in počasi že proti koncu najnega pogovora, kajti eden izmed Camusjevih likov pravi: zdi se mi, in tukaj pride zdaj na vrsto tista svetost, ki si jo že omenjal, zdi se mi, da me herojstvo in svetost ne mikata. To, kar me mika, je biti človek. Kako biti človek v tem čudnem, zloveščem 2020 z dotiki, zgolj s konicami prstov? V enem stavku rečeno, mislim, da če sem pravilno bral roman, da je to tudi Camusjev point, tako da ne pozabiš na sočloveka. Ne? Tako, sočutje, solidarnost, mislim, da se Camus od tega ni distanciral, ravno obratno, je pokazal nek topel naboj. Ja, Mirt, knjige se bomo dotikala, ne? Zagotovo, čeprav lahko beremo tudi kot e-knjigo. Skratka, Kuga je med nami, ta dobra, Camusjeva. Končala pa bom takole, oziroma bova takole z eno veliko zahvalo, hvala lepa. Pogovor se mi je zdel, oziroma bi rekla, vaše vsebine, tvoje vsebine čudovite. Veselje je bilo vzajemno. Hvala lepa, ampak dovolite mi, da končam takole. Se vam kaj sveti, katero pot bi bilo treba ubrati, da bi človek prišel do miru? Spet krademo od Camusa. Camus pravi, da ljudi moraš imeti rad. Hvala lepa. Hvala. Beletrina v živo.